Dober dan. To je dolgo 62 metrov. Je rekel moj nečak, je rekel bicikl kup, je rekel so špruh dobil klep. Vsekakor, LEADER sredstva ne smejo biti razlog za razvoj nekega projekta, ampak prvo mora biti ideja in neka poslovna, nek poslovni načrt, ki je v interesu podjetja, potem pa absolutno sredstva LEADER so bila zelo dobrodošla, da smo lahko uspešno realizirali projekt. Zelo zanimiv hišen ime je pa pri Umaharja. Če mogoče si kdo upa ugibati, odkot je to prišlo. Tako je, Urar, Urmahar, ne? In Umahar je imel nalogo v tej vasi, da je skrbel za uro na zvoniku. Da so ta imena del neke identitete, nekega lokalnega zavedanja o tem, kdo smo, kaj smo, in se mi zdi, da na ta način smo povezali kraje in tudi povezali generacije med seboj. Torej, najstarejše generacije, ki so nosilci te dediščine, do teh mlajših generacij, ki te prenosa te dediščine niso deležni s tem projektom, pa smo to dosegli, torej bodo imena živela tudi naprej, se jih bodo ti mladi poznali in jih prenesli tudi na svoje potomce. Sprav, v bistvu glavno je, da je dobra ideja. Zdi se mi, da je to najpomembnejše, ja, ker če je ideja dobra, se bo prenesla in tudi izvedba, no, na drugem mestu, se bo glas širil sam od sebe. V bistvu konkretno v našem primeru je največji doprinos ta, da smo pravzaprav realizirali projekt, za katerega je prišla pobuda oziroma predlog v lokalnem okolju in je dejansko bil izredno velik interes za realizacijo tega projekta in ga verjetno skozi kakšne druge vire ne bi mogli financirati. Bila je pa želja ravno v tem, da se poveže naša lokalna akcijska skupina z tujo lokalno akcijsko skupino, se pravi, da se pridobijo izkušnje in pa znanja o tem, kako delajo na področju razvoja podeželja v drugih državah. Imate mogoče zdaj že za to programsko obdobje že kakšen nov predlog za projekt sodelovanja, kakšen konkreten? Na našem lokalnem območju oziroma naši lokalni akcijski skupini so že bile dane pobude za projekte sodelovanja. Sicer še niso pripravljene tako, da bi že kandidirali na prvi javni poziv, so pa konkretne pobude tako predvsem s strani članov LAS-a. Na eni strani je aktualna tematika na temo lokalne samooskrbe, potem je aktualna tematika na temo spodbujanja ženskega podjetništva in pa varovanja okolja oziroma okolja in narave. Na našem območju je namreč zavarovani regijski park, Kozjanski regijski park, in v bistvu tudi oni imajo interese za povezovanje z svojimi projekti širše za lokalnimi akcijskimi skupinami. LAS razumemo oziroma sredstva, ki so tukaj na voljo, kot možnost, da se različne iniciative udejanjijo. Se pravi, ideje, ki jih imajo ljudje, da se počasi oblikujejo v projekte. V prvi fazi sprašujejo nas, če so ideje dobre, v drugi fazi je pa poizvedovanje nekoliko zahtevnejše. Koliko imate približno na voljo sredstva za to programsko obdobje do 2020? Na voljo imamo kar precej sredstva. Imamo 5 milijonov sredstev, poleg tega imamo še sredstva, ki smo jih dobili zaradi tega, ker je na našem območju varovano območje, Triglavski narodni park, tudi še 15% na ta sredstva, kar pomeni sorazmerno veliko sredstev. Mislim, da je v Sloveniji od vseh lasov, da jih imamo največ, smo pa tudi ozemeljsko največji las. Zdaj še mogoče za na koncu, kdaj pričakujete prvi javni poziv za projekte? Prvi javni poziv bomo izdali najkasneje do sredine februarja. Nekoliko se nam odmika,
se je zapletel zaradi tega, ker smo tudi upravičeni do sredstva iz ribiškega sklada. To je novost pri nas in smo morali majhen bolj natančno dodelati vse naše pogoje, merila, skratka. Majhen zamujamo, ampak glede na to, da je naša perspektiva do 2022, ne dvomim, da bomo vsa sredstva porabili, tako kot smo jih v prejšnjem obdobju. Cilj je seveda, da so vsi projekti, ki bodo dobili pogodbo, da se vsi izvedejo in da nihče ne bo naredil take napake, da bi moral del ali celo vsa sredstva vračati. Najlepša hvala. Prosim.